Zadnjo novembrsko prvenstveno preizkušnjo v Lendavu se je odšlo s 4 zaporednimi zmagami v ligaškem tekmovanju, a tudi brez 4 bočnih igralcev Viler, Mejač, Milec, Trajkovski zaradi poškodb niso mogli nastopiti. Mesti ob stranski črti sta tako zavzela Majer in Potokar. Po zaporednih nastopih je bil premor namenjen Mertlju in Ibrahimiju, kar je med tujci sprostilo prostor za Lesjaka. Čeprav je prednost na ligaški razpredelnici narasla na 9 točk, na mariborski strani ni manjkalo motivov za novo, uspešno predstavo. Ker zaloge nikdar ni preveč, se je šlo v dvoboj z željo po povečanju razlike pred zasledovalci, a tudi vsaj še z enim zanimivim razlogom, da se dopolni novembrska zbirka. Dosedanjih 5 tekem se je končalo s 5 zmagami, 4 v prvenstvu, 1 v pokalu Hervis. Pa se je šlo še po 6. Kar se je tudi zgodilo in mariborskim nogometašem je ob tej izjemni seriji lahko žal, da se ligaško tekmovanje za letos počasi končuje. Ja, res ta niz, lahko bi se še nadaljeval, ampak zdaj bo ta premor nam bo dobro del, da se zberemo in nadaljujemo v tem ritmu dalje. Zmagoviti niz razumljivo prinaša povečano mero samozavesti in prav v takšni podobi so izbranci Darka Milaniča stopili na igrišče, s prepričanjem, da bodo slej ko prej prišli do priložnosti za uresničitev namena. Za ogrevanje je po podaji Filipoviča in preigravanju na desni strani preizkusil udarec Volaš, tokrat še brez želenega zaključka. Gostitelji niso bili le opazovalci dogodkov, prežali so na vsak morebiten trenutek nepazljivosti mariborske obrambe. Tudi, ko bi lahko bilo nevarnejše, je akcije pred njegovim prostorom zbrano spremljal Jasmin Handanović in pokazal, da lahko odpravlja nevarnosti tudi z glavo. Večino časa je bila pobuda na mariborski strani, žoga se je v seštevku posesti dlje nahajala na domači polovici igrišča. Pri iskanju poti do lendavskega gola se je iskala natančnejša zaključna podaja in potrpežljivo čakanje se je obrestovalo v 34 minuti. Filipovič je našel Tavareša, ki je spretno potisnil žogo v prazen prostor do Volaša. Razpoloženi golgeter se je otresel spremstva in z dobro odmerjenim udarcem premagal vratarja Pršo. Za vodstvo in potrditev izjemne strelske forme, to je že njegov 11. zadetek v državnem prvenstvu, je Dalibor po tem nizu golov morda že dobil v slačilnici kak nov vzdevek. Jaz mu rečem Vokri, kot sem mu rekel 3 leta od tega, tako da meni je čisto v redu, tako da on zabija in da ostane Vokri naprej. Do odmora le še mini serija rumenih kartonov za igralce v rumeni opremi. Dobili so jih Rajčević, Potokar in Majer. Lendavčani so zapretili še iz prostega strela, toda Sreš ni bil dovolj natančen. V živahnem nadaljevanju tekme najprej po kotu priložnost za Nafto. Po vmesnem poskusu da Silve žoga do Zelka, ki ob zaključku pred Handanovićem nameril v vratarja. Takoj zatem obetavna situacija na drugi strani. Cvijanović z dolgo podajo do Tavareša, ki je prišel do soočenja z vratarjem. Toda v njunem dvoboju uspešnejši vratar Prša. Potem pa le še enosmerni promet, z dokončno odločitvijo o zmagovalcu. Domačemu vratarju se je po dobrem posredovanju ponesrečila naslednja poteza. Filipovič je na desni strani skušal spraviti žogo do Potokarja, prej do nje je Rebic, ki se je odločil za podajo nazaj do vratarja. Prši pa je spodrsnilo in Tavareš je izkoristil darilo ter mirno pospremil žogo v prazno mrežo. Jaz mislim, da smo mi kar celo tekmo prevladovali, bilo je samo vprašanje časa, kdaj bomo dali ta drugi gol. Pač se je zgodilo po napaki vratarja, ampak jaz mislim, da prej ali slej bi zadeli, tako da napaki se dogajajo, pač tako je. Za razblinitev vseh upov pa še učinkovita poteza drugega Brazilca v vrstah prvakov. Žoga se je še tretjič znašla v domači mreži, ko je prosti strel izvajal Mezga, Argus pa z glavo zadel mimo vratarja v desni kot. Ostalo je pri 0:3, čeprav sta se zvrstili še 2 akciji, ki sta se končali z zaporednim izbijanjem žoge pred golovo črto. Najprej se je po kotu žoga odbila do Potokarja, dobro je z levo nogo nameril proti desnem kotu, na žogini poti v mrežo pa je podstavil nogo Tomažič Šeruga. Izbijanju se je pridružil še Caban, ale do Rajčevića, ki je v nadaljevanju akcije zadel vratarja.
Na drugi strani pa so Lendavčani ostali brez častnega gola. Da Silva je skušal spraviti žogo mimo Handanoviča, vendar je pravočasno pritekel Argus in izbil pred Polareckim. Nepozabno leto za NK Maribor se počasi zaključuje. Zdaj sta na vrsti zadnji 2 tekmi v Ljudskem vrtu. Vrata se odpirajo v sredo ob 19. ko prihaja v mariborsko trdnjavo klub Brž. Prihodnjo nedeljo ob 16. pa še Velenjski Rudar.